Ste tudi vi taki, da učenje prelagate na zadnji dan in potem v eni noči brez spanca v možgan poskušate spraviti cel učbenik, svoje zapiske, od sošolca zapiske, od prijatelja, od brata zapiske? Ja, no to ne deluje, vsaj ne na dolgi rok. Če želite, da pridobljeno znanje dejansko ostane v vašem spominu, nujno potrebujete spanec pred in po učenju. Ne pa med učenjem. Spanje med učenjem slabo vpliva na znanje. Tudi če zaspite na knjigi, znanje ne prehaja v vaše možgane. Spanje pred učenjem povečuje zmogljivost možganov za osredotočanje in koncentracijo ter za sprejemanje, obdelavo in shranjevanje novih informacij. Zato si pred učenjem lahko privoščite tudi power nap, ki pa ne sme trajati več kot 30 minut. Spanje po učenju pa je ključnega pomena za utrditev spomina. Med spanjem možgani prenesejo znanje iz kratkoročnega v dolgoročni spomin, kar pomeni, da si boljše zapomnimo, kar smo se naučili. Zato je osvežilka na sporedu v soboto dopoldan. Vi se zbudite, nas pogledate, nato pa greste še malo zadremat in pol štekate, kaj vam hočemo povedati. Spanje je pomembno tudi za telesno zdravje, za pravilno delovanje imunskega sistema, pomaga pri obnavljanju celic, uravnava delovanje hormonov, prebave, pomembno je za duševno zdravje ter skrbi za dobro razpoloženje. Povprečno telo človečnjaka potrebuje 7 do 8 ur spanca. Dojenčki in najstniki spijo malo več, se lahko ta šola že končno začne ob 9. Penzionisti pa manj. Za vse ostale pa je dobro, da smo čim bolj povprečni. Ker se naše telo ne prilagaja dobro na spremembe, je najbolje, če greste spat ob isti uri in se zbudite ob isti uri. Če med tednom radi gejmate ali se učite pozno v noč, nato pa se med vikendom naspite za nazaj in za naprej, imam za vas slabe novice. Spanje na zalogo ne deluje. Dokaz za to pa so vaši črni podočnjaki in krvave beločnice. Za kvaliteten spanec je tudi bolje, da ne pijete preveč kave ter pravih čajev in da ne jeste preveč sladkorja. Vse te stvari lahko vsebujejo kofein, tein ali pa kakšno drugo obliko stimulansov, ki vas drži pokonci. Če ne verjamete, da ti sladkor da energijo, dajte čokolado vašemu mlajšemu bratcu, pol pa glejte, kako po dnevni sobi podira svetovni rekord na tek čez ovire. Prav tako je fino, da tik pred spanjem ne telovadite, da ne jeste težke hrane in da ne pijete preveč tekočine, ker boste celo noč hodili lulat. Na spanje pa zelo ugodno vplivajo različne oblike sproščanja, kot so meditacija, topla kopel z veliko mehurčki, masaža, nežna sproščujoča glasba in hladna spalnica. Po drugi strani pa na spanec slabo vpliva, če pred spanjem buljte v telefon, se sekirate zaradi stvari, ki jih niste naredili, ali pa če kadite cigarete. Kadilsko telo se namreč zbudi ob sončnem vzhodu, ker rabi novo dozo nikotina. Kako pa si vi pomagate, da zaspite? A gledate parlamentarne seje? Napišite nam v komentarje.